Drage gledalci, spoštovane gledalke, en lep pozdrav k vam. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. V svojem 20-letnem delovanju kot svetovalka in terapevtka sem se skozi psihološko astrologijo, psihodramo, transakcijsko analizo in jungovsko psihodinamiko pri svojem delu srečevala z izzivi, ki jih imamo predvsem ženske v odnosih, vseh vrst, iz stališča vlog, ki jih seveda igramo. Tokrat v oddaji Ženska s konceptom gostim zelo srčno, izjemno karizmatično žensko, brez dlake na jeziku. Z mano bo pisateljica Azra Širovnik, ki pravi: moja usoda je izpovedovati. Tudi sama pravi, da vzrok za njeno pisanje ni motiviran z nikakršnim drugim motivom, kot zgolj s preprosto resnico, saj kot pravi, živi le, kot piše. Z Azro se bova dotaknili vloge ženske malce drugače. Pogovarjali se bova o tem, predvsem praktične stvari in o tem, kaj hrani in ohranja partnerski odnos. Skozi najin pogovor boste spoznali, kaj žene Azro pri pisanju knjig in kakšen je njen motiv. Skupaj bova odstirali tančico skrivnosti ženskosti in razkrivali pasti, v katere se ujamemo skozi svoje življenje. Na praktičen, humoren in povsem življenjski način vam podava tudi praktične namige, kako ohraniti zdrav, srečen in izpolnjen odnos tudi v zrelih letih. Upam, da ste radovedni in dovolj drzni, da pokukate z nama tudi v svojo Pandorino skrinjico. Midve koncepti imava. Vabim vas, da ste z nama v petek ob 17. uri v oddaji Ženska s konceptom na Ljubljana TV. Se vidimo. Gledalke, en lep pozdrav k vam. Torej, danes gostim eno izjemno, karizmatično, srčno in predvsem žensko, kot sem že rekla, brez dlake na jeziku. Z mano bo danes Azra Širovnik. Azra, lepo pozdravljena. Najlepša hvala, da si se odzvala, da boš danes moja gostja, da bova lahko ženskam v vsakem življenjskem obdobju dali malce začimb, kako začiniti partnerski odnos oziroma predvsem, kako ga ohraniti. Tako da, Azra, malce nam povej, kako si ti prišla do te ženske v sebi in seveda, kako se je ta ženska potem znašla v temule kupu tvojih knjig, ki jih bova danes tudi seveda omenili, ki so morda tako eno tako obvezno, zabavno čtivo za vsako žensko. Tako da, kje začneva? Torej, kje začneva? Zabavno čtivo, ja. Življenje je zabavno, če zmoreš najti v svoji moči notranji toliko pameti in razuma, da tisto zrnce svetlobe uzreš. Kajti življenje je zelo kompleksna zgradba in partnerski odnos je samo eno ogledalo, ki je temelj, okrog katere se vrti odslikava na druge aspekte življenja. Torej, mi se bomo skoncentrirali na partnerski odnos. In če se ta partnerski odnos začne zelo zgodaj, recimo, jaz vedno rečem, naša generacija je začenjala prevzemati odgovornost za te najbolj kompleksne in najbolj pomembne odnose zelo zgodaj. Osebno sem imela 20 let, ko sem se usodno zaljubila. In padeš pač v neki film. Ene mame svoje otroke pripravijo na to. Večina žensk je takrat govorila, da je zakon normalen, da so normalni otroci. Umeščena cela ta naša generacija je bila v neko nadaljevanje tistega, kar je bilo stoletja. Sama osebno se pa nisem v tem filmu videla, ker si sami veste, da sem jaz pač iz Banja Luke, tam so ti odnosi bili. Kot otrok sem gledala, ne glede, koliko je zakon bil srečen, koliko je bil poln ljubezni, ampak je bilo vedno se mi je zdelo na škodo ženske. Zdaj, a zato, ker sem jaz rojena v znaku tehtnice in sem zelo pravična, meni se je zdelo, da je vloga ženske in če je to miza, pa je polovica moška, polovica žensk, ki pripada, meni se je zdelo, da ni pravično razdeljena tista polovica in sem rekla,
Jaz tega dolgočasnega filma nepravičnega ne bom ponavljala. Jaz ne bom se ne poročila in ne bom imela niti otrok. Jaz bom delala za Boga, za duhovni svet in bom živela v svojem svetu in to življenje pač nekako prejahala brez upenjanja v njegove korenine, bistvo. Mislila sem, da se to da poceniti takole skozi, ampak vsaka čast svobodni volji. Govorila bom o tem, da usodo posameznika, pa mislim tudi sveta, ne vodi samo svobodna volja. Tako da meni se je zgodilo tisto, kar sem mislila, da se mi ne bo nikoli. Moj mož, ki je moj kolega s faksa bil, je imel druge načrte. Ne? Jaz sem mislila, da gre samo za ljubezen, privlačnost, romantiko, ampak on je lepo spretno mene pripravil do poroke in do otrok. Tako da očitno je božji projekt bil ta, da jaz poznam celo pot, ko eno naivno mlado dekle se zaplete v resno zadevo, kot je to zakon. Mislim, za mene je bila resna, ker sem pač iz patriarhalne družine in odnos do otrok, do partnerja, medčloveški odnosi, to so vprašanje časti, vprašanje odgovornosti, vprašanje karakterja in to ne smeš izdati, nikogar ne smeš pustiti na cedilu. In zdaj s temi privzgojenimi ali pa prirojenimi lastnostmi, to so tudi božanski zakoni, bi človek rekel, da sebi lahko si zvest pod pogojem, da nikogar ne prizadeneš, kar je zelo težko in včasih misija nemogoče. Torej, če se znajdeš zelo mlad v vlogi mame, v družini, z moškim, ki ga ljubiš, v katerega si bil zaljubljen, da se razumemo. Ljubezen ni takoj, ne, ker ljubezen šele se začne dogajati, ko začnejo krize prihajati, potem začnemo zoreti. In skozi odnose z drugimi ljudmi v bistvu spoznavamo sebe. Evo. Kdaj si, Azra, ti začutila ta klic, ki si rekla, zdaj bo pa Azra pisateljica? Seveda tega nisi načrtovala, da boš rekla, zdaj bom jaz pisala knjige, ampak to je bil enostavno klic, to je bil nek notranji vzgon. Kaj je bilo tisto, kar te je nagovorilo? Pa če kar rečeva, evo, tvoj prvi prvenec je Bolj na bolu. V tej knjigi je seveda glavna junakinja. Koliko je te glavne junakinje tebe oziroma koliko si se ti v tej knjige dala svoje? V bistvu jaz vedno, mislim, tako rečem, te lahko dopolniš, lahko te malo oder narediš. Ampak substanco moraš imeti avtentično, ker pol nima smisla. Ne? Če ti pišeš, kako je za otroka iz deklice, ki je želela biti pisateljica že takrat, ko sem bila mlada, očitno je to neko poslanstvo, ki ti je dano, predpostavljam. Sem rojena tudi v družini profesorjev književnosti, torej očitno ta univerzum, ki naštimava tvojo vlogo in te pripravlja, da opraviš svojo nalogo, ti da tudi predpogoje in pogoje take. Samo mi to takrat ne vemo. Bežiš od nečesa, kar ne moreš uideti. Jaz sem mislila, da so knjige moj svet, da je pisanje že kot otrok in v gimnaziji sem vedno zelo dobro pisala in bila vedno kao najboljša. Tako da je bilo zelo zanimivo, da sem prišla v Slovenijo študirati ekonomijo, ko sem rekla, jaz bom zdaj dokazala, da usoda ne obstaja, ker mi profesorce pa vsi so govorili, boš ti pisateljica, boš to, nekaj bom pa jaz ekonomijo študirala. Pa me je pa počakalo tle na ta način. Recimo Bolj na bolu, to je deklica 14-15 let bila stara in jaz sem v bistvu opazovala sebe, osebno sebe, ker v šali rečem, pa marsikdo takole se je pohecal, ko sem bila mlajša, da je merska enota za egocentrizem in narcizem Azra. Ampak jaz mislim, in do tega bomo na koncu verjetno tudi prišli, da če ti sam sebe ne poznaš,
Ti ne moreš poznati nikogar drugega. In največja uganka človeku je človek. Torej, človeško bitje. Mogoče sem jaz nehote, ne da bi jaz bila sabo obremenjena, ampak imela sem eno vizijo in pol, pa ko prideš ti 14-15 let, torej ti iz otroka postajaš deklica v puberteti. Kaj te zanima? Skozi kaj greš? Kakšne? In v bistvu sem spremljala vedno osebni razvoj. Osebni razvoj. Torej, te vse knjige so bile na bazi nekih mojih dnevnikov in mojih čutenj, razmišljanj in dogodkov, ki so se zgodili. In recimo, če nekaj nisem razumela ali pa če jasno reagiraš čustveno, zgodijo se ti čustva, ali če ti prijateljica ne da knjigo pred izpitom, da se naučiš si čustveno razburjen, mladi ljudje pač so polni čustev. In jaz sem takrat edino se pomirila, če sem napisala. Ker sem napisala, sem pač pol kot slikar sliko videti, kot sem jaz videla input in output in sem razumela. Torej, jaz sem pisala, da sem lahko izražala svoja čustva in dojela, kaj se dogaja. Kaj ti ne veš, kaj se dogaja, ker si človek, človeško bitje. Veš samo tisto, kar so te naučili. Ker se ti pa intimno dogaja, to nihče razen tebe ne ve, kaj in kako. Kako pa gledaš in moj način izražanja in sprejemanja in analiziranja in dojemanja je bilo, da to skozi tekst pač razumem. Zato sem pisala. Koliko si recimo dovolila potem sebi tudi, ko si pač knjigo dala od sebe, a ne? Koliko si recimo čutila, da je del tebe šlo ali pa mogoče zaživelo? Ker rečemo, ne vem, ko napišeš nekaj, ko daš iz sebe, a ne, praktično v bistvu nekaj predelaš, praktično nekaj daš v svetlobo, nekaj, kar je bilo v tebi, deliš. Logično. Svojo osebno substanco zliješ in to, če te je res nek univerzum za neko nalogo naredil ali pa pisatelja konkretno, ena čestica, ne vem, kako se reče, če čestica v slovenščini. En delček. En delček nima šanse, da ostane neizgovorjen. Če en delček ostane, to je pri kirurški operaciji. On bo najdel pot in te bo mučil celo življenje, dokler ga znova tlelo ne odpravijo, pa ga najdejo kaj. Isto tako je. Pravijo, da vsaka tajna, da vsaka bolezen ima svojo tajno. No, pri pisateljih pač nimamo mogoče bolezni, ker tajni ne sme biti. In ne more biti. Karkoli hočeš skriti, boš pa v drugi knjigi napisal ali v tretji. Torej, substanca je avtentična. Edino tako se lahko omaterializiraš svoj notranji svet. Ker si pač tako narejen, si determiniran, da ne moreš se umiriti, niti razumeti, dokler ne omaterializiraš svoje misli in svoje čustva oziroma dogajanje. Tudi ni nujno, da ga razumeš, kaj se ti dogaja. Torej, pravi pisatelj bi rekla, on mora emocije avtentične dati ven. V kakšnem on to salonu naredi, kako on to zapakira, to je popolnoma nepomembno. Narediš, da je privlačno, recimo. Jaz, ki sem optimistična in pozitivna, dam vedno za črne stvari lepe ambiente. Recimo morje ali kaj takega, neke romantične take aspekte, ker jaz ne maram, meni je črnina samo toliko, kako se je znebiti. Jaz ne maram obtičati niti sekundo dlje, kot je to potrebno. Zdaj sem Hemingway recimo gledala in on je doživel recimo tisto zgodbo z medicinsko sestro. Pol je pa on ni napisal tako, kot v filmu so zadnjič pokazali. Ampak on je dal, da je ona zanosila in da je ona izgubila otroka in umrla pri porodu. Torej on je njo ubil, ker on je njo že ubil, ker je ona pred tem. Mislim, on je čustva tega umora naredil. Zdaj, on je to zapakiral drugače, kot se je to v resnici zgodilo. Ampak čustva so avtentična ostala. V tem je stvar. Azra, hvala. Mislim, da sva dobro izhodišče dali. Mi, gledalci, se pa vidimo po oglasih.
In že smo nazaj, v studiu je danes z mano izjemna ženska z veliko začetnico, Azra Širovnik. Začeli sva zelo preudarno, direktno, se pravi, kot rečeva, brez dlake na jeziku. Koliko je pomembno, se pravi, se zavedati tega svojega dela, svojega poslanstva, če hočeva. Po drugi strani pa, kaj lahko v bistvu skozi ta del samospoznavanja, samorefleksije, ki jo v biti ti deliš z vsemi nami, ženska pridobi. Se pravi, tvoja druga knjiga je Pusti otrokom, naj se smejijo. V tej knjigi v bistvu govorim o tem, scena je taka, da na poroki glavne junakinje ona se smeje s svojim možem in njegova mama opozarja, da to ni lepo obnašanje, da se morajo pač malo zresniti, pa ker sta bila mlada, ker sta se poročila, pa posvetiti drugim, pa ne vem, mislim, bolj protokolarno je zahtevalo obnašanje, na kar je oče tej junakinji rekel: pustite otroke, naj se smejejo. Ampak je dodal, življenje jih bo zresnilo. Itak. Ampak meni je ta prvi stavek potem, ko sem sama bila mama, pa te otroke, pač, ki je From rekel, da otroke treba toliko ljubiti in dati čim več ljubezni, da se lažje borijo z vsemi izzivi v življenju, kar bom potrdila, da je res. Seveda pogojno, ne brezpogojno, treba otroke tudi vzgajati, da imajo odgovornosti, da imajo vsemi drugimi spremnimi vzgojnimi metodami. Ampak ljubezen je osnova, torej ta občutek varnosti, ki jo otrok mora imeti znotraj družine, da je on sprejet takšen, kakršen je, ne glede na to, kakršen je, in da ga starši naučijo pač tistim vrednotam. Starši ponavadi prenesejo vrednote na otroka, ki sami jih imajo. In otrok tudi, če mu ti še toliko stvari govoriš, te ne bo nič poslušal ali pa bo malo, te bo gledal, kaj delaš. Če se ti lažeš svojemu sosedu in si hudoben in ga učiš, da naj bo on dober, on ne bo tebe poslušal, on bo tebe posnemal. Torej, ne govorim o tem, govorim o tem, da je treba otroka ljubiti. Otroka ljubiti tudi, če ni tako, ne vem, pameten ali po tvojih merilih, kot bi ti rad, ali pa tako lep, ali pa otrok mora doživeti primarni občutek sprejetja znotraj svojega mikrookolja, to so njegovi starši, ko so v bistvu cel njegov svet. In tle sem nekako apelirala v tem romanu, da je to najbolj pomembno. Zdaj pa zakon in dom delata dva človeka, torej mama in oče. In velikokrat ti ljudje, ki so vladarji sveta svojega otroka, vladajo tako, kakor so pač razviti, ne? Ali pa kakšne volje so, ali pa kakor so sami vzgojeni. Idealno bi bilo, da znajo se tako civilizirano zmeniti in obnašati, da otroci imajo čim manj posledic tega usklajevanja in prilagajanja, ker zakon nastane ponavadi med dvemi ljudmi, ki so lahko tudi različni, imajo različne in moralne koncepte, imajo različne živčne koncepte. Imajo komunikacijske običaje, torej veliko prilagajanja je potrebno med partnerjema in v tem svetu pač se dvigujejo ti otroci. Tako da nekako dobre komunikacije, dobrega vzdušja v družini še vedno nosi tista polovica tega odnosa, ki se ji reče mama. Ne bom rekla ženska, ampak mama. Ker če je moško-ženski odnos brez otrok, verjetno ženska zna drugače rezati svoj del kolača, kot če si mama. Tle sem pokazala, da materinstvo je avtomatsko večja teža na odgovornosti dana ženski, na njena pleča, ker moški od nekdaj samo denar služil, ženska je držala ognjišče. In v moji generaciji se to ni drastično spremenilo. Kaj pa meniš, Azra, recimo zdajšnja recimo partnerstva, odnos mama oziroma vloga mame te generacije zdaj?
mi se lahko slepimo do onemoglosti. Ampak dokler bo ženska v svojem trebuhu 9 mesecev nosila bitje, ki se razvija in bo božanski ta proces predan njej in ko bo ona še 9 mesecev dojila z tega otroka, ko v bistvu skozi dojenje ti vidiš ta občutek čudeža, nekdo živi zato, ker tvoje mleko pije. Mislim, meni je to bilo fascinantno, največja čast in dokaz, da Bog obstaja, da je meni dal ta božansko moč. Ti nahraniš toliko mleka in nekdo živi zato, ker ti to daš. To je nepopisan občutek. Treba se zavedati te moči, da roka k zibko ziblje svet in ta moč je dana ženski. In to je velika odgovornost, ker za to, da se tega zavedaš, moraš se tudi odpovedati marsičemu, sebi in k človeku in k ženski na račun materinstva, ker so otroci pač odvisni od tebe. Kako si potem prišla za ovinkom zakona? Kaj je bila v bistvu tista rdeča nit te knjige, oziroma to je knjiga, ki je mogoče zelo različna od prvih 2? Pa to je knjiga, ki je različna. Seveda je različna, to je knjiga, ki se iluzije gubijo. Oziroma, ko ženska mogoče pride v neko situacijo, ko mora spregovoriti kot ženska. Ko otroci glih toliko zrastejo, moški se malo tako sprostijo in mislijo, da je zakon večen, da je ženska Bogom dana, da je njegova sreča Bogom dana. In potem moški ka moški, grejo malo v lov. Grejo malo v lov. In recimo, ko sem bila mlada, ženske so vedno govorile, da je to najhujša zadeva, ko imaš majhne otroke in največje ponižanje in največji neuspeh v življenju ženske, ko moški pol začnete varati z drugo žensko ali pa skoči čez planke ali ne vem, kakorkoli že. In jaz sem si to nekako zapomnila, da je to veliko večino žensk ubije in sem si rekla, da jaz pač ne verjamem v to, da ti lahko nekomu predaš tako moč, da te lahko ubije. Torej, če ga ne bi tako veliko ali ljubijo, ali pričakoval, kako lahko nekdo mene ubije, če to on počne, recimo. To mi je že definicija. Razumela sem, da ženske to tako doživljajo, ker niso imele možnosti klofuto vrniti. Ne? Če si ti v enem okolju patriarhalnem in da ženska, če naredi isto, kar naredi moški, je deklarirana kot prostitutka, recimo, on je pa frajer, je že to nepošteno. In izhodišče moje je, da mora biti vse pravično. In potem sem v tem romanu naučila ženske, kako se klofuta vrne in v bistvu rok rečeš, hvala Bogu, da je do tega prišlo, on je prvi kriv. Se to na vse zadnje fajn tudi meni. Obrnila sem pozitivno. Ok, kaj lahko zdaj iz tega dava samo eno tako mrvico, da rečeva, evo, to je pa zdaj tisti sladkorček, drage ženske. Sladkorček je, da imaš pogoje, v katerih ne rabiš požirati ponižanje, ampak da lahko zasukaš svoj meč nazaj in rečeš, halo, tukaj sva, dva z mečem, ne pa ti, jaz lahko, ti nimaš orožja, glavo na tnalo. Tukaj je prednost ženske modernega časa, da ji ni treba požirati ponižanje in pomilovanje, ampak da se lahko dvigne in da razume, da je ona enakovredna, da ona lahko ima možnosti popolnoma enake. Azra, zdaj si morda mnogim zaprla sapo, ker tako iskreno in doživeto seveda govoriš o stvarih, ki so praktično čisto življenjske. Se pravi, to ni nekaj, ko rečemo, da o temu se ne govori, čeprav se ne govori. Ne? Govori se potem, ko se ljudje tolikrat... Govori se in vedno se je govorilo. Ampak govorilo se je tako, da so moški imeli svoje salone in svoje prostore, ženske so pa imele svoje. Ženske so
vedno skozi zgodovino govorile in držale skupaj, da ne bo pomote. Ampak kakšen je recimo zdaj, jaz pravim, ok, zdaj sva mal dregnile v neko tako temo, kar svam tudi hotla, da dregneva. Se pravi, to je na neki ravni nekaj, kar je vsakodnevno, kar se dogaja, kar ni nekaj, kar rečemo, to ne obstaja. Ne? Ampak morda, če naj zdaj poslušajo tiste gledalke, poslušalke, ki pa morda so v tem ali pa so doživele to. Kaj je tisto, ok, rekla si, imaš tudi ti meč, sporočilo. Evo, ampak sporočilo. Ja. Sporočilo je to, da če moški prvi skoči čez planke iz krasnega, toplega in čudovitega doma, to ni razlog za ločitev. Kajti spolnost, seksualnost je področje, ki mi mislimo, ženske, in smo mislili, da če moški to naredi, da je to tvoja krivda in da si ti manj vredna, ker jo najdu mlajšo. Jaz želim te tabuje razbiti, ker razumela sem, zdaj sploh, ko prihaja na plano vse, kar se dogaja in koliko seksualnih izkušenj ti fantki imajo, predno mi pridemo v njihovo življenje. Torej, mi mislimo, tudi če si jim prva ženska, nisi prva, ker so imeli duhovnika, ker so imeli spolno zlorabo, ker so imeli mamo, ki ga ni spolno zlorabila, ampak ga je mentalno. Nekdo je bil že na sceni, predno si ti prišla. Torej, moški te lahko ljubi, ampak ima svoje druge seksualne potrebe, ki ne more s tabo to realizirati. Torej, ne smemo mi pripisovati krivdo za stvarstvo moškega, njegovega obnašanja, človeštva same sebi. Mi smo odgovorne samo za sebe. Torej, ženska je morala potrpeti ponižanje, zdaj tudi to, da je bilo veliko biseksualnih moških, ki takrat ta družbeni koncept ni dovoljeval, da bi se tako deklarirali in javno pokazali. In so manipulirali žensko psihologijo. In je ženska zelo trpela, ker je mislila, da je ona kriva, da ni dovolj dobra. Jaz hočem sporočiti, da ženska mora samo sebe gledati in če njej ni dobro, naredi naj na področju, na katerem njej ni dobro, da je njej dobro. Ne pomeni, da mora rušiti celo hišo. Če ti ena soba ni v redu, zamenjaj pohištvo v tej sobi. Ali pa če ti pušča v kopalnici, naš prodal hišo, pa jo zrušil, ampak daj najdi majstro, ki ti bo popravil tam v kopalnici. Azra, hvala. Zdaj zaključujeva drugi del in seveda po oglasih nadaljujemo, kako bomo naprej prenavljali hišo. Tako, dragi gledalci, drage gledalke, jaz vem, da je danes najin pogovor z Azro Širovnik zelo vroč, kajti dotikava se nekih takih tem, ki so zelo tabu, privlačne, neprivlačne, ko ženske zelo rade gledamo stran in se delamo, da ni nič. Po drugi strani pa z Azro smo v zadnjem delu začeli s prenovo hiše, kakor se je izrazila moja gostja Azra, ko je rekla, da pač partnerstvo ni treba, da se pravi celo hišo porušimo, ampak da pač zamenjamo samo lestenc ali pa prenovimo sobo. Tako da, Azra, kaj se potem zgodi, ko ugotoviš in se sprašuješ, če ima Bog živce? To je knjiga, ki je nastala pri razpadu bivše Jugoslavije. Začne se s predgovorom, mislim, da je predgovor nekaj takega, da je svet rušil in gradil moški ego. Kot je videti, je to res, ne? Skozi zgodovino vse te vojne, ki so nastajale, moški ego, torej ženske niso vladale, one, ki so vladale, ne spomnim se, da bi kakšno vojno Katarina Velika zmislila, ali pa angleška kraljica. Oni so samo osvajali, ne? Tista je pa v Rusiji rihtala, kar se je dalo rihtati. Torej, vse te vojne so zrasle na moških zelnikih, zato so oni graditelji civilizacij in rušilci civilizacij. Je pa tudi paralelno intimna zgodba tudi, ne? O moškem egu, ki pač jaz vedno rečem v pogovoru z ženskami, če niste pisateljice in če nimate te hrabrosti, da prenesete reakcijo moškega ega, nikoli mu ne povejte, da ste ga prevarali. On lahko to dela, javno cel svet zna, da ima zveze, 5 ljubic. Vi pa, če vam je življenje ljubo,
ne počnite to niti najbolj civiliziranemu moškemu. In tukaj so dokazi in argumenti, zakaj, tako da lahko s tem zaključimo. Okay. Torej, Bog ima živce, ženske imamo živce. Tako da, kaj pa tašča? Tašča je ena ljubka knjiga, v bistvu ljubka knjiga. Knjiga o ljubezni in o večni vlogi tašče kot neke prve žene tvojega moža, ki se nikoli ne odpove lastništvu nad svojim sinom in v bistvu mlade ženske skozi mislijo, ali pa mislimo, nekoč sem bila tudi jaz v tej vlogi, snahe, da samo na tebe je ljubosumna ta mama njegova, ali pa samo tebe ne mara, ali pa samo tebe mora popravljati. V resnici nobena ji ne bi bila dobra. Govorim o ženski, ki je taka. Ne govoriš o ženskam, ki so tašče, so kakšne prijateljice svojim snaham, pa se lepo razumejo, pa mogoče v današnjem času, da so mlade ženske veliko bolj ljubeče taščalka. To je bila generacija, pazite, ne bom zdaj rekla, koliko imam let, ampak to je bila moja generacija ljubosumnih tašč. Pa moram nažalost reči, da tudi določenih tašč naših otrok, ne rečem mojih otrok, ampak vidim, da generacija otrok, ki so danes ženske 40, da tudi imajo tašče, ki tekmujejo za pozornost svojega sina. Dokdaj bo to trajalo, jaz ne vem, ampak tle v glavnem govorim o tem nekoristnem v bistvu odnosu, kaj ti mnogi odnosi med možem in ženo se tudi lahko razkoljajo in trpijo otroci, ker je to pač izkoriščanje in manipulacija lahko strani tašče, ker na koncu, ker razumeš, da življenje mineva in se nekdo stara in postaja odvisen od nekoga, ni fajn to delati, ker mladi bojo rajši poskrbeli za človeka, ko je treba, ki jim je ljubeče, ljubezni in pozornost dajal, kot jim je nagajal. Tako nekako v tem smislu filozofske mislim, da se negativna čustva ne splačajo. Glede na to, Azra, da je tega ogromno, da so ločitve zaradi teh primarnih trikotnikov, kakšen bi pa tukaj zdaj dala tem ženskam, ki so? Zdaj, pri teh letih, ki imam jaz in izkušnjah in kilometrini življenja, ki sem ga jaz preživela, lahko je biti pameten. Ker si pa 20-25 let star, si še sam otrok in ne veš. Ampak, če komu zaleže ta nasvet, danes, če bi bila mlada, pa se poročila, jaz bi samo ob nedeljah hodila na kosilo in to je 1 uro. Odnesla rožo, šampanjc, bila prijazna, ljubezniva, prva žalitev in to bi rekla, hvala, kavico bom pa mudi se mi druge spila. Ne bi šla v noben konflikt, ne bi resno jemala, ker to ni tvoja konkurenca. Torej, snaha mora razumeti, da tašča ni njena konkurenca, ker ona ni druga ženska. Moja junakinja v tej knjizi reče, mene lahko ogroža samo ženska, ki mi rodi sina, ki mi vzame moža in mu rodi nove otroke. Mene ne more mama. Kako to, da vi mene ne marate? Njej ni bilo jasno, ampak tašča je logično, da ne more snaho imeti rada, ker ona je njenega sina fizično odnesla. Žena pa ne rabi se ukvarjati s problemom taščine ljubosumnosti. Azra, tole knjigo bova tudi podarili, tako sva se odločili. Tako da za vse tiste, ki boste seveda na naš info-afna tvlj.si napisali ali mogoče na YouTube kanalu pod film oziroma pod najino oddajo, pod posnetek, napisali boste seveda tudi izžrebani in seveda lahko dobili tole čudovito knjigo in jo odnesli in se... In še posvetilo. In še posvetilo vam bo Azra dala. Evo, hvala Azra. Ampak kaj morajo odgovoriti? Jaz predlagam, da kaj je tisto, kar morajo vedeti? Pa dobro bi bilo, da vejo zlata nit mojih knjig, kaj je. Zdaj, če jaz to rečem, Jaz bom rekla, da je tvoja zlata nit pisanja življenja je izpovedovanje. Izpovedovanje, ampak z perspektive ženske, v bistvu input, kako 100 let zadnjih recimo, kako je ženska vloga bila nekoč in danes. In navijam zelo za to. Ampak da bova res vedeli, kdo je pravzaprav dal odgovor, morava dati zelo kratko, da bova vedeli, tako da izpovedovanje.
Vsi tisti, ki boste sodelovali v nagradnem žrebanju, seveda se dobro izpovedujte, da boste lahko potem tudi to izpoved tašče dobili. V bistvu smisel tega izpovedovanja morajo zadeti. To ni izpovedovanje samo sebi namen. To je nek namen. Tako da, če želite to knjigo, vas vabim, da napišete oziroma da ste del našega nagradnega žrebanja. Zdaj pa nadaljujva in odpeketajva na hrbtu črnega žrebca. To je en tak zelo metaforičen roman, ki sem precej družbeno-socialnih in celo političnih zadev zaznala in upakirala v erotiko, v erotične zgodbe vmes, ker dosti resnih stvari je noter, ker nisem novinarka, nisem mogla to objavljati in pol pač sva enkrat z Janijem Bavčarjem sedela, oblikovalcem, je rekel, jaz bi rada en erotičen roman in a bi ti napisala. Jaz sem prišla domov in sem možu rekla, poslušaj, sem rekla, to bi bil pa izziv za mene, da jaz, ker sem zelo tako sramežljiva, bila pa tako tradicionalna, pa patriarhalno vzgoja, da jaz napišem, da vidim jaz, ker Azra za pisalno mizo pa ni ista, ki je tle, ki me srečate na ulici ali pa v javnosti. In je rekel, piši, mene nič ne moti. Sem rekel, veš, to je kot, moj mož je ekonomist, to je kot na trgu. Kar je prva, kdor je prvi, on ostane vekomaj prvi. In jaz hočem biti prva v Sloveniji, ki je napisala erotičen roman. In je rekel, napiši, in pa sem rekel, pod pogojem, češ ti to bral. No, in pol je bral, in pol je nastal res ta krasni roman. Gre v resnici tudi za rušenje tabujev, ker moški so nas pač vzgojili, mislim, mogoče vašo generacijo ne, ali pa nove generacije danes ne, ampak mojo sigurno, da je samo seks iz ljubezni dober seks. No, ta junakinja odkrije, da je seks iz ljubezni najslabši seks, da je najboljši seks, ki ni ljubezni, ampak je spoštovanje in prijateljstvo. V bistvu na zelo filozofski način se zastavlja vprašanje, kaj je ljubezen. A je ljubezen tvoj mož, ki te maltretira, laže, hodi okrog, ali je ljubezen nek prijatelj, ki te spoštuje, ki te obožuje, ki si za njega ikona. Tako da malo sem se poigrala s temi... Spet sem rušila tabuje, v korist ženske. V korist ozaveščanja ženske. Malo bomo pomagali pri anketi. Super. Azra, bi še kaj dodala? Ne, to je knjiga, ki je polna svetlobe, črnih stvari, kdor jih hoče videti, ampak je polna svetlobe, polna pozitivne energije in mi je zelo všeč zaradi, kako se konča knjiga, ker ženska potuje skozi vse te življenjske situacije in na koncu zagleda in sreča samo sebe in reče, zdaj se me dve nikoli več ne bova ločile. In postavim pač en tak pomemben, kaj je najbolj v življenju pomembno, neodvisno od vseh psihiatrov, psihologov in tako končam roman, da je prvo Bog, zdravje, denar, ljubezen, pa ne vem, ali je prvo ona, ne vem, ne spomnim se zdaj točno, ampak Bog, zdravje, denar, lastni in samo ljubezen, samo ljubezen, samo spoštovanje, da ženska sreča samo sebe na teh kategorijah in pol je ona vladarica sveta in če vladarica sveta je lahko vladarica tudi lastne hiše, k temu, če kaplja. Če kaplja in če treba popraviti usta vsakega časa. Super. Tako močna ženska lahko popravi vse. Azra, super nama gre. Kaj pa kronika napovedane ljubezni? Kroniko sem napisala, to dejansko inspirirana zgodbami mladih deklet. Veste, pisateljem se resno vsi izpovedujejo, čisto vsak ima zgodbo in ti začne svoje življenje in to je fino, v bistvu zato živimo. Ampak sem očitno imela tudi osebne motivacije, jasno. In govorim o nevarnosti biseksualnih moških. Tako da opozarjam v tej knjigi s enim stavkom, da našo generacijo so mame vzgajale, punce, kao zaljubite se, dajte čustva, ampak ne telesa, ker če ti naredi otroka, kaj boš pol, ne? Pol pa sramota, pa ne moreš noseč se poročiti, pa takrat stvari, ne, mislim, ni fajn. Tle pa ta pisateljica reče, ženska modernega časa, lahko daš telo, ne daj možganov.
Kajti zdaj so na pohodu tatovi možganov, ki ti hoče usesti so možgane in vrteti tvoje možgane. In če vrti tvoje možgane, vrti tvoje življenje in ti ropa in čustva in dobiš pa nič. Torej, ostanite lastnice svojih možganov tudi, ko ljubite. Tako da sporočilo in celo primeri plastični. Tako da danes v resnici je dosti primerov, ker mlada dekleta so v bistvu izbrana od strani biseksualnih moških, da jih imajo za krinko, paravan in take lepotice, tako inteligentne, tako krasne punce pa so zafrustrirane, da niso dovolj lepe, da niso dovolj privlačne, zakaj jih varajo, kam hodijo in vse trike sem noter opisala. Recimo, ona misli, da gre ljubici, pa, ker pride šminko na srajci, v bistvu je bil pa pri fantu. Tako da zelo je tak en recept, kako se jim izogniti in kako jih prepoznati. Evo, tako da Azra, povedali sva skoraj... Pa nimam nič proti njim, samo naj se deklarirajo, pa pustijo... Hočeva dati samo iztočnice, kje v svojem življenju, ker sva zdaj naredili en tak pregled skozi tvoja dela, hkrati mogoče tudi, da se lahko ženske najdete, v katerem delu svoje zgodbe ste in si mogoče to zgodbo razširite skozi en roman, ki ga je pač napisala in med nas delila Azra. Azra, pišeš pa še eno knjigo, to je čist nov del, ki prihaja med nas, kdaj, spomladi? Ja, ne, ta je zelo zahtevna, to je največji projekt zdaj moj in delam v bistvu plastni roman. Zelo zahtevno je in zelo veliko koncentracije potrebujem. V bistvu bo to Nosi pravljico za Desiree naslov in pred posvetilo bo, da posvečam roman vsem vnukinjam tega sveta. V bistvu mladim dekletom bom vse svoje izkušnje prelila in prenesla noter, s tem, da bom pač ta univerzalni zakon karmični vpletla, ker jaz po njemu živim, po njemu delujem, po njemu ljubim in po njemu sem srečna. In ljubim to življenje in sem uspela dobro splavati z vero v pozitivno žarčenje, zračenje, v recimo grajenje mostov med ljudmi, ne iskati ovire, mislim, zdaj govorim o svoji filozofiji in svojemu načinu življenja in gledanja. Torej, jaz ne vidim, jaz tam, kjer je ovira, ne razmišljam, sovraštvo ne čutim, ampak razmišljam, kako to oviro umakniti pa nekomu, ki drugač misli, ki na drugi stopnji razvoja, ki drugač vidi, kako most narediti. In mislim, da je to tudi, ko govorimo o partnerskih odnosih, ta toleranca, to prijateljstvo predvsem, to, kar ljubezen je v bistvu, na teh temeljih gradim vse odnose in svoj odnos do sebe, do življenja, torej odpuščanje, popuščanje, razumevanje, s tem, da vedno moraš vedeti, kaj nočeš. Tle se ne strinjam, da moraš, kar nočeš, sprejeti, ker imaš vso pravico ne sprejeti, česar nočeš, ker če sprejmaš, česar nočeš in kar te žali tvoje dostojanstvo človeško, potem lahko zboliš in to ni dobro. Sprejemaš, ti lahko nekaj nočeš, ampak nekdo hoče to vsiliti, samo moraš se pol pogovoriti. Komunikacija je zelo pomembna in pravijo, da vse vojne nastajajo zaradi pomanjkanja komunikacije, verjetno tudi v partnerskih odnosih. Torej, zelo pomembno je, da se ljudje med sabo pogovarjamo in odkrito analiziramo vse probleme. Če pa se v nekem momentu to ne da narediti, ker nekdo ni pripravljen v določenem momentu, ker sam ne ve, kaj se mu dogaja, bolj je treba pustiti, pa najti svoje afirmacije in svoje animacije. Torej, sebe dojemati neodvisno od sočloveka, na vse zadnje tudi od otrok, tudi mi smo celota in edini, jaz vedno rečem, edini človek, brez katerega ne moreš si sam ti. Torej, sebi se malo več posvetiti svojim, sebi k osebnosti, sebi k celoti, ker to mora biti tvoja baza in oaza, iz katere črpaš energijo in moč, da živiš s drugimi. In Azra, jaz mislim, da sva danes zelo dobro zaokrožili ta del, se pravi, kaj ohranja in kako ohraniti partnerski odnos, se pravi, v biti prva
točka je tisto ohraniti odnos sam s sabo, sabo. a ne? Ne iskati svojo drugo polovico, a ne? Ampak najdeti to svojo drugo polovico v sebi, se sestaviti in nekako deliti sebe znotraj pač neke dogovorjene igre. Absolutno. Druge polovice ni. To mora biti jasno. Ker vsak bo razočaran, ki išče drugo polovico. Mi smo celota in treba se soočiti s tem, da je breme in odgovornost tega življenja dano nam. Torej, kako mi na stvari gledamo. S tem, da se moramo zavedati, da smo ponosno človeško bitje. Nismo neki tam očrvi katalog, te tak, kdor se te spomni. Torej, moraš ohranjati osebno samospoštovanje, temu se reče osebna samoljubezen. Moraš se samo realizirati, če imaš kakšno afiniteto ali pa delo, ki ga imaš rad, ne glede kaj je to. Jaz se ne strinjam, da samo procent mehen se lahko samo realizira. Mislim, da se čisto vsak človek samo realizira, če poišče v sebi tisto svojo božansko nitko, zakaj je sploh ustvarjen. In šele, ko si ti cela celota, lahko ti izmenjuješ višek vrednosti, bi rekla ekonomskim jezikom. Torej, ne moreš se nalepiti nekoga in kar parazit sesati in čakati. Niti ti, niti drugmu to dovolj. Tudi otrokom nekaj odrastejo. Ti si neodvisen človek in odvisen si samo od svoje notranje pač povezave z univerzumom. In tam se jemlje energija. Torej, vse, kar ti ni jasno, usedi se pa sam s sabo, razčisti ali pa vprašaj. Z drugim pa izmenjuješ, kakor medved danes izmenjujeva. Šele takrat se lahko ljubiš, spoštuješ, ker daš presežek svoje vrednosti. Takrat tudi razumeš drugega človeka in imaš veliko več možnosti uspeti v tem odnosu. A je to partnerski, je to prijateljski, je to medčloveški, a je to kakršenkoli odnos, je zelo pomembno, da... Azra, jaz se ti iz vsega srca zahvaljujem za vse tvoje modrosti. Vem, da bi lahko klepetali še ure in ure. Tako da hvala za vsa darila, ki si jih danes prinesla in podelila med nas. Vi, dragi gledalci, pa kot sem že povedala, 2 knjigi bosta tudi lahko vaši, in sicer to je Kronika napovedane ljubezni in pa Tašča, tako da vas vabim, da se nam pridružite in sodelujete v naši nagradni igri. Pišite na info@tvlj.si ali v posnetku na YouTube kanalu najine oddaje napišite pravilni odgovor. Hvala za vašo pozornost in se vidimo ponovno naslednji petek.